A kako lepo glasbeno šolo imaš? Živa, Mila. Živjo. Živja. To je moja učiteljica za flavto. Una, to sta pa moja dva prijatelja firpsologa. Živja. Mila, ti se učiš flavto kljub temu, da si slepa. Kako to? Jaz sem se odločila za kljunasto flavto, zato ker pač slepi ne smemo igrati teh brenkal ali pa godal, ker imajo strune in so naše blazinice zelo občutljive zaradi branja brajice. Zato sem se pa odločila, da bom eno pihalo. A vi učite samo slepe učence? Ne, jaz flavto učim tudi videče učence, poleg Mile. Kako pa Mila sploh lahko bere te note? V resnici se Mila uči flavte malo drugače kot videči učenci, ker se mora vseh skladb najprej naučiti na pamet, preden jih zaigra. Ne more hkrati brati not in hkrati igrati, ampak gre zelo dobro. Mile, kakšne so pa tvoje note? Moje note so v bistvu napisane v pisavi za slepe, ki se ji reče Braillova pisava oziroma brajica. Iz enega znaka razberem v bistvu vse in koliko je dolga nota in katera je. Nama lahko prebereš ene te note? Ok. Takole pa zgleda zapis za videče. A, G, F, S, D, C, D, C. Zakaj pa uporabljaš ta stroj? Ta stroj pa uporabljam za pisanje not v brajici. Za recimo, ko imamo v teoriji kakšne nareke ali pa kaj tasga. A lahko nekaj napišeta? Ok. C, D, E, F, G, G. A to sta pa tvoji flavti? Ja, v bistvu ena je sopran, ki je malo manjša, pa je tudi ima malo višje tone. Lahko nekaj zaigram. To je pa še alt, ki je malo večja, pa ima malo nižje tone. Wow, kako veliko flavt. O čem se pa razlikujejo? Tisti, ki so manjše, imajo višje zvoke, ta, ki je najdaljša, ima najnižji zvok. Narejene so tudi iz različnega lesa, pa tudi iz različnih obdobij so. Nekatere so baročne flavte za baročno glasbo, nekatere so še starejše, renesančne. V bistvu je tale basa, ne? Tako, to je basovska flavta. Kako bi pa želela tale najmanjša? Ta pa se imenuje sopranino, vi primeš malo, Ja. in ima najvišje zvoke. A bosta tudi vidva, ki jih probala igrati? Ja. Za to vajo bomo pa uporabili samo ta zgornji del flavte, ki se imenuje glava. Flavta je zelo občutljiva na pihanje. Poslušajte, če piham potiho ali pa glasneje, če se kaj spremeni. A je bil isti ton? Ne, čist drugačna višina. Zelo pomembno pa je tudi, da uporabljamo jezik. To pa delamo tako, kot da govorimo tu flavto. Poskusimo brez flavte. Tu. Zdaj pa v flavto. Da bo malo bolj zanimivo, pa lahko še z roko pokrivamo tele luknje. Pa si poskusimo izmisliti različne zvoke. Koliko časa se že učiš flavto? 6 let. A nam lahko pokažeš, kaj se trenutno učiš? Ja, z veseljem. Evo, Hugo, pa imamo nastop.